Yo people, tole Teslo jaz danes vračam, pol pa pičim v Celje, ampak preden pa naredim to, moram povedati pa še eno stvar. In ta stvar je povezana s točno tem avtomobilom. Hotel sem povedati samo to, da če greš na autobroker.si, to se pravi to njihova spletna stran, da tam najdeš en dosti zanimiv bannerček, na katerem piše Tesla doživetje. To v bistvu pomeni, da se za volan tega avta usedeš lahko tudi ti. Zdaj pa pičim. Kaj sem hotel pokazati? Le, kaj sem si včeraj umislil? Včeraj sem oglih toliko časa, da sem vmes špricno še v mengaš, klemno. Kaj sem zdaj prebal? Klemno, ki ima poglej, ne pa klemno. Še ta model, ki ti med drugim lahko tukaj kakšno folijo na avto vrže, lahko ti pa zrihta tukaj kakšne take nalepke. Evo stari, jaz sem tukaj, pa da vidim, kaj so v Celju pripravili. Zdaj, jaz ne bom nič taktiziral, ravno kar sem slišal, da Sašo Kragelj voz folk okrog s 4-kolesnikom, tako da mislim, da je jasno, kam grem najprej. Stari, lahko so pripravili, ti se bavaš. Gremo en krog. Jaz nisem vedel, da imajo to tukaj. O, je pepnik! Včasih prav ne moram verjeti svojo srečo, ne, so mi rekli, da ne naredim kakšen donut s tem tukaj, pa sem jih naredil in par, pa so rekli, ni dost, še! Snemanja vse to posebej. Sašo, hvala. Hvala tebi. Če si res napaljen na motocross, jaz kot otrok sem bil mimogrede full pol. Ne? No, zdaj, ki je adrenalin malo popustil, lahko končno povem tudi to, čemu bo ta steza, ki jo za mano vidite, dejansko služila. A veš, poleg tega, da se bojo po njej vozila terenska vozila in se boš ti kot obiskovalec lahko tudi noter usedel, pa sprobal vse te naklone pa te stvari, ker to je res zanimivo. Ampak ta glavna stvar je pa to, da se boste v soboto pa v nedeljo tukaj odvijale čiste prave motocross pa endurocross dirke. Tako da, če te karkoli od tega zanima, če si v bistvu fan blata ali pa vsaj starjenega blata, to se je zdaj ful narobe slišal. Če si nasplošno ljubitelj glasnih dirk, ja, pol veš, kje boš v soboto pa nedeljo. Lahko tako hitro laufaš, da greš tako, po bandi. Kaj pa, če grem jaz za foro na en bus? Iveco full hybrid. Hibridni avtobus. Noter isti, kot vsi ostali. Bitch Patrol. A ni hud, no. Kaj moramo mi narediti, ne? Dobiti tale avto na test. Ključno supi. Da se strinjamo. Pa le, kaj je Peugeot pripelil? 5008, tako da če si ga slučajno zgrešil v Ljubljani, ne? Ota, glej koliko vili čarov. To, kar vidiš zdaj, mislim, vse je bolj zamazan, ampak to je motoboom hala. Če si motorist, boš mu vklele mrske zavijati. Mi je pa tale muska dosti češka, to je pa tudi res. Tukaj je Harley Davidson, kontra njih Suzuki, par motociklov je prepeljala tudi Honda. Na tele pri Harleyju so se pa še posebej potrudili s podnom, glej to. Tole je pa en tak zelo lušten hrošč za kamperati, ampak a opaziš kaj čudnega? Glej, če tole ni najbolj fuki špaga za šotor na 5 v celi Sloveniji, pa tudi ne vem. Medtem, ko muska še kar ne neha, moram priznati, da se jaz na tole motociklistično predelovalsko sceno ne spoznam najbolj, ne, ampak tole, kar dela Sin Machine, to je vse, kar vidite tukaj zadaj, stari odlom. Se ne vem, kaj niti rečem, tukaj recimo je sedež, pa se pa moraš na tole nasloniti. Mislim, vem, da je neudobno, ampak muska je nehala, hvala Bogu. Zdaj pa kakorkoli čuden zgleda, ne, ker po mojem mnenju Harley Davidson pa bleščice res ne grejo najbolj skupaj, ampak stari na tem motorju pa kar nekako paše, a ne ve? Pri motoristih imaš tukaj še Vespa, Moto Guzzi, Aprilia pa Piaggio, ki imajo vse skupaj 20 motorjev. To je mimogrede največ od vseh tukaj. Ja, misliš, če bi jaz tole na svojo kosilnico namontiral, da bi kaj hitrejš pokosil? Kle, v prvem štuku se pa čist druge stvari dogajajo, le zdaj to. Tlele pa je kaj za pogledati, ne, pri drifterjih. Tale supra je pa tudi kar opasna. Tukaj so drifterji naredili na tako čist posebno stvar, en tak zelo preprost tutorial, veš? Tole je en tak mini drifterski dirkališče, tako da pačem drugega, ka probat. Vse ta prava avto. Tole imaš gas. Zdaj bo pa strokovnjak pokazal, kako se to zares dela. Shit, lepo. Di.
No, zdaj pa ne reči, da ni program res pester. Imaš drifterje, imaš motokrosiste, imaš tovoren program, imaš vulkanizerje, imaš ličarje, imaš vsega boga. Tukaj gor na vrh imaš konec koncev tudi avtomobiliste, vidiš? Pa samo tako, da na hitro. Moja ljubica, pozdravimo. Mislim, vidim, da so se avto hiše kar dobro angažirale. Recimo tamle zadnji imaš ta novega Civica, Selmar je pripeljal BMW, Čepin je pripeljal Forde, Škoda je tukaj, pa Toyota, pa Suzuki, v glavnem, kar zavid. Drugač pa fantje, jaz verjamem, da vas tudi zanima, kakšna je situacija glede hostes. Jaz mislim, da je kar dobra. Evo, mene skoraj doma, pozabil sem še eno stvar povedati, in sicer cena vstopnice je 8 evrov za odrasle, pa 5 evrov za študente, pa upokojence, pa koga še, dijake.